V začetku decembra ob Mednarodnem dnevu invalidov in Mednarodnem dnevu prostovoljcev smo obiskali Cirius v Kamniku. Priča smo bili prijetnemu dogodku, ko so v zavod prišli prostovoljci iz osnovne šole Stranje in pomagali svojim prijateljem pri peki piškotov. Pri kuhanju je treba biti zelo natančen, ker drugače, če nisi natančen, je izdelek lahko tudi nedober oziroma slab. Bolj kot sama peka piškotov je bilo pomembno druženje mladih. Mladi so postali prijatelji, saj se družijo že kar nekaj časa. Gabriel, tebi se pa vidi, da si prav pek. Poglej, vas si že bil po glavi. Kje imaš pa predpasnik? Niso mi ga dali. Pa misliš, že bojo vsem dobri piškoti? Ja. Pa si že kdaj pekel piškote? 100.000-krat. Ne, dajno njih, ja, res. Ja, ali ti pa prodajaš? Z mamo pečeva. Z mamo jih vsako leto pečeva, ja. A imaš kakšen poseben recept? Ne, moka, pa samo, da so tako malo več sladkorja. Kakšne imaš pa ti najrajši? Čokoladne. Kaj boš pa s zažganimi? To zažgane bom pa za ptičke šparal. Tjaša, kljub mladosti si že kar nekaj časa prostovoljka in so mi svetovali, naj še tebe povprašamo, kako je s tem, ko si že toliko časa prostovoljec, da potem lahko svoje znanje že deliš potem tudi z drugimi mlajšimi. Kako to poteka in kako to izgleda? Ja, jaz sem že 4 leta pri prostovoljskem delu, ampak letos sva pa s prijateljem ustvarila tudi novo skupino, mlajšo. Tisti, ki so bili prej v osnovni šoli, pa daj so pa šli v našo skupino, ki jim je v osnovni šoli, ki so šli naprej v srednjo šolo. Zdaj bomo tudi začeli obiskovati starejše v domu starelih Kamnik, pa tle bomo tudi daj prišli tako. V bistvu predvsem na druženju, pa tem, da smo fajno. Čez nekaj dni oziroma čez 2 dni bo dan prostovoljstva, pa bi bilo fino, da bi povedala, kaj imaš pa ti recimo od tega? Ja, meni je res fajn. Meni se zdi, da če tega ne bi bilo, ne bi tako kvalitetno preživljala časa. Fajn mi je tudi, ko pridem sem, pa se pogovarjam z njimi, pa se smejimo, pa hodimo tle okrog, pa ko grem v dom starejših občanov, tudi od starejših zvem kakšno misel, pa napotek za življenje. Pa tudi tako veliko ljudi spoznaš, res veliko. Prostovoljstvo me je v bistvu kar zasvojilo. Enostavno se v osnovni šoli čuti, da je potrebno pri vzgoji mladine postoriti tudi nekaj posebnega. In jaz mislim, da je ravno prostovoljstvo to tisto posebno, ker prihaja iz srca. Je pa potrebno imeti tudi nekaj znanja in veliko volje, da se potem prostovoljstvo tudi spelje. Slišala sem, da to prostovoljstvo ne poteka samo tukaj v Ciriusu, imate verjetno več skupin, pa verjetno več različnih lokacij. Ja, v bistvu imamo 3 skupine sedaj v Stranjah. Ena skupina, letos najbolj številčna, 44 mladih je vpisanih, je v osnovni šoli in potem se je letos na novo oblikovala skupina mladih srednje šolk. In kaj opažaš recimo pri svojih teh prostovoljcih mladih? Da so se izredno veliko naučili, predvsem, da prepoznavajo same sebe in se učijo sprejemati drugačnost in pa razvijajo odgovornost. Pa predvsem vrednote, ki smo jih že skoraj pozabili, iskrenost, potem pa nekaj darovati nekomu, brez da bi za to dobil plačilo, je že tudi skoraj pozabljena vrednota, ki pa pri teh mladih stopa v ospredje.
Kot je poudarila direktorica zavoda, so podobne pobude zelo dobrodošle, da popestrijo dneve mladim, ki se šolajo in izobražujejo v Ciriusu, posebno v teh predprazničnih dneh. Zelo smo veseli vsakega obiska, ker smo odprt center in druženja, kakršno je tole, mislim, da pomeni zelo veliko tako našim mladostnikom kot obiskovalcem, prostovoljcem. Mislim, da bomo nadaljevali z podobnimi priložnostmi, ki jih organiziramo, in prostovoljci iz vsake šole so tukaj vedno dobrodošli, kot vsi tudi, ki prinašate eno novo življenje v naš center. Največji zvonček, kar smo ga naredili. In ta največji zvonček je najbolj dober, ker je najbolj mehek in gospod podžupan se nad tem ne bi mogel pridrževati.